Dne 1. julija 2013 je bilo Vseslovensko združenje malih delničarjev prisotno na skupščinah dveh družb, Telekoma Slovenije in Velane. Po nasprotnem predlogu Modre zavarovalnice je bil danes sprejet sklep o dopolnitvi nadzornega sveta. Sicer je ostal en član iz naslova predloga nadzornega sveta, medtem ko drugi pa je bil na sami skupščini zamenjan, kar pomeni, da gre za nadaljevanje prakse, ko se pravzaprav na skupščini spreminjajo predlogi in prihajajo z člani nadzornih svetov, ki predtem niso bili obravnavani po postopkih, kot so bili sicer vodeni vezano na samo kandidiranje za člana nadzornega sveta, sicer od tistih delničarjev, ki imajo vendarle tudi vlogo v nadzornem svetu in možnost na ta način po bolj transparentni poti predlagati člane in sestavo nadzornih svetov. Hkrati je bil umaknjen predlog vezan na nagrajevanje članov nadzornih svetov strani Modre zavarovalnice prav tako in pa sprejet nasprotni predlog o delitvi celotnega bilančnega dobička, torej dividendi. V ta namen je bilo kar nekaj negodovanja strani tistih, ki so opozarjali na to, da za samo družbo v perspektivi to verjetno ni najbolje, medtem ko je na drugi strani bilo dano soglasje same skupščine tudi za nakup lastnih delnic družbe. Današnja skupščina Velane je odločala o pomembnem vprašanju zmanjšanja osnovnega kapitala. Skupščina je sprejela odločitev, da se ta zniža kar z 5,9 milijona evrov na 1,4 milijona evra, kar je pomembno zmanjšanje kapitala, ki bo odslej 1 evro na delnico. Na drugi strani je to namenjeno pokrivanju izgube, ki je bila ustvarjena tudi v preteklem letu, hkrati pa gre precejšen del tudi v kapitalske rezerve. Sicer je bila podeljena razrešnica upravi in nadzornemu svetu, vendar pa sva delničarja sam v vlogi in z naslova Vseslovenskega združenja malih delničarjev, hkrati pa tudi delničar Danilo Peteh, zastavila številna vprašanja predsedniku uprave družbe. Z moje strani so bila ta usmerjena predvsem v nespoštovanje sklepa, ki ga je skupščina sprejela pred 2 leti o oddelitvi premoženja. Predsednik uprave je podal kar nekaj argumentov na to temo, hkrati smo se delničarji želeli seznaniti z možnostmi in perspektivo družbe, tudi v luči tega, da se vrsto let zapored ustvarja izguba, tako da je bilo kar nekaj besed namenjenih tudi možnosti likvidacije družbe. Pri tem je bilo izpostavljeno vprašanje o terjatvi Međimurske banke, ki je bila prepojena Privredni banki Zagreb in kar predstavlja dodatno težavo pri tovrstnih možnostih in postopkih za zaščito premoženja delničarjev. Ob tem je predsednik uprave na izrecno vprašanje vezano tudi na znižanje kar 13-14% pri ustvarjeni izgubi tudi iz naslova njegove plače in nagrad, zagotovil, da bo na prvi seji nadzornega sveta predlagal zmanjšanje med 20 in 30% tudi z naslova svoje plače, tako da tudi po tej plati želena racionalizacija tistih stroškov, ki pravzaprav iz leta v leto zmanjšujejo kapital družbe, kar je bilo danes, kot rečeno, sprejeto tudi v kontekstu sklepanja o pomembnem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Na drugi strani pa še vedno in toliko bolj intenzivno tudi strani lastnikov bilo zagotovljeno, da bo podana možnost vpogleda v same možnosti za oddelitev družbe, tiste scenarije, ki so bili s tem v zvezi predvideni, hkrati tudi vprašanje, zakaj do tega ni prišlo, kajti to je vendarle eden od momentov, s katerim bi se tudi skušalo zaščititi premoženje in nenazadnje za delničarje ohraniti
vsaj del tega, kar je spričo racionalizaciji in poslovanja ter izgub, ki se nizajo iz leta v leto, prekoslej smotrno.